Spoštovane ekscelence, dame in gospodje. Vesel sem, da vseeno ta dogodek smo organizirali kljub vsem restrikcijam. Ampak v veliko zadovoljstvo mi je pozdraviti današnjo gostjo Tino Kobilšek, glavno pogajalko Slovenije za podnebne spremembe ter vodjo slovenske delegacije pri okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja. Je magistrica prava z Univerze v Leidenu na Nizozemskem, po študiju mednarodnih odnosov na FDV jo je Erasmus odnesel na Portugalsko, potem pa je sledila praksa na slovenskem veleposlaništvu v Buenos Airesu in delo v direktoratu za mobilnost in promet v Bruslju. Tino Kobilšek smo spoznali prek medijev. Skozi vse dni poteka podnebne konference v Glasgowu. Od 30. oktobra do 13. novembra 2021. Danes pa je v živo z nami. Imamo izjemno priložnost izvedeti, okusiti COP26 iz prve roke. O tem, kako se je znašla v tej vlogi, pa jo boste lahko povprašali v razpravi. Pred tem pa nekaj besed o današnji tematiki. Nedvomno so klimatske spremembe najbolj pereče vprašanje današnjega časa, ki že sedaj vplivajo in bodo v prihodnje vplivale na sobivanje na našem planetu. Dvig morja, suše, neurja, posledice so in bodo konflikti, boj za vodo, migracije in še marsikaj. Dobesedno pred našimi očmi se talijo ledeniki. Dviguje se morje, suše in neurja krčijo življenjski prostor v nekaterih predelih planeta. Znanost je nedvoumno dokazala, da to povzroča daleč prevelika količina CO2 v atmosferi in posledično segrevanje. Zaenkrat seveda še našega edinega planeta. Dejstvo je, da je industrijska revolucija, ki se je začela koncem 18. stoletja, odločilni, s tem pravim, mogočni korak k odvisnosti človeka od fosilnih energetskih virov. Premog in nafta sta imela, do neke mere ga še zmeraj imata, vpliv na svetovni tehnološki in ekonomski razvoj, ki je spreminjal geopolitična razmerja v svetu. Ni potrebno posebej poudarjati, da so trenutna geopolitična razmerja rezultat razvoja zraslega na premogu in nafti. Ta dva fosilna vira sta v zadnjih 200 letih odločilno prispevala k tehnološkemu in industrijskemu razvoju človeštva. Posredno pa tudi k demografski eksploziji. Cena tega razvoja je, upoštevaje današnja spoznanja, strašansko visoka. Prinesla je okoljsko degradacijo planeta. Zavedanje, da gre nekaj narobe, pravzaprav ni od včeraj. Ali da se človeštvo resneje zaveda ogroženosti planeta šele zadnjih 30 let. Opozorila gredo daleč v zgodovino človekovega poseganja v naravo. Alexander von Humboldt, naravoslovec in raziskovalec, je na začetku 19. stoletja najbolj resno opozoril na moč človeka, ki ogroža krhko ravnotežje narave. Za tedanje čase je bilo opozorilo radikalno, nezaslišano, saj je dotedanje razumevanje na naravo videlo kot nekaj, kar je ustvarjeno za izkoriščenje in brezskrbno uporabo. Nosilci industrijskega razvoja s preloma 18. v 19. stoletje se za ta opozorila niso zmenili. Mnogi še danes ne. V 21. stoletju se ne zmenijo mnogi. Združeni narodi so sprejeli okvirno konvencijo o klimatskih spremembah šele leta 1992. Od tedaj se je zgodil Rio, potem Kyoto, ne bom našteval kaj,
kako so se vse imenovali. Johannesburg, bom preskočil, na okoljski konferenci v Varšavi 2013, to je bil COP19, je bil sprejet sporazum, da vse države takoj pričnejo z omejevanjem toplogrednih izpustov, po možnosti vsaj do začetka 2015. Sledila so mednarodna srečanja vsako leto, Pariz 2015, Marakeš 2016, Madrid 2019, Milano Youth Climate Summit 2021 in na koncu še Glasgow. Toda planet se nezadržno segreva. Sklepi te dogovore se prepočasi ali premalo spoštujejo in slabo uresničujejo. Države raje plačujejo penale, kot pa da bi zmanjševale količine toplogrednih izpustov in emisij nasploh. No, torej, kako obvezati države, kako jih, če pogojno rečem, prisiliti v reševanje problemov sveta? Ali zaveze zadoščajo? Imamo kakšne pravne mehanizme, da spremembe, ki jih povzroča prekomerno izkoriščanje naravnih virov, ne bi ogrozilo ali pa ogrožalo sobivanje na Zemlji? Države, ki so manj ogrožene, ali bolje rečeno, ki hočejo ohraniti prednosti, ki izhajajo iz uporabe fosilnih goriv, se izogibajo. So svetovni dogovori pravno zavezujoči ali predstavljajo le moralno zavezo, oziroma kako moralne zaveze narediti bolj zavezujoče? Torej, klimatske spremembe vplivajo na geopolitiko sveta. Ekonomska tekma med največjimi rivali za vsako ceno se je zdela nekaj neustavljivega. Zdelo se je, da so fosilni viri energije nenadomestljivi. Na srečo je tehnološki razvoj tudi neustavljiv. Imamo tehnologije, ki že sedaj omogočajo prehajanje na obnovljive vire energije. Zadnjič mi je slučajno na nekem srečanju pri omizju sosed rekel: poglej, sonce imamo vsi, le njegovo energijo moramo ujeti. Kaj še čakamo? Torej, kje smo, kako razmišlja svet, oziroma kako je razmišljal svet v Glasgowu? Je soglasje sprejeto s figo v žepu? Tina Kobilšek, povejte nam svoje vtise iz Glasgowa. Se obetajo prihodnjim generacijam dobri časi? Ali bo potrebno poiskati nov planet, kot razmišljajo nekateri, naprimer Elon Musk? Beseda je vaša. Najlepša hvala in dober večer, oziroma zdaj še vedno popoldne nekako. Res mi je v veselje in v čast v bistvu biti danes z vami. Želim si v bistvu tudi nekako, oziroma se veselim naše diskusije glede teme, ki je, vsaj upam, da trenutno v ospredju, oziroma si nekako želim, da bi tudi v prihodnje o tem mogoče tudi v slovenskem javnem prostoru še več govorili o njej. Namreč gre za ukrepanje proti tem nenadnim oziroma podnebnim spremembam, ki so danes že tukaj, naslavljanje prilagajanja na te podnebne spremembe in pa na konec koncev, če pač govorimo v sklopu mednarodnih odnosov, kakšna je dejansko vloga danes podnebne diplomacije in kam, v katero smer dejansko gremo. Zdaj mogoče za začetek, če bi lahko namenila nekaj besed o tem, kaj dejansko sploh so mednarodna podnebna pogajanja. Pogajanja o podnebnih spremembah oziroma spoprijemanju z njimi so se začela že praktično slabih 30 let nazaj in potekajo pod okvirjem okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja. Ta konvencija je bila skupaj z konvencijo o biotski raznovrstnosti, o boju proti širjenju puščav, sprejeta na konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju leta 1992 v Rio de Janeiro.
Na njej je takrat sodelovalo precejšnje število držav, točna številka je 116. To omenjam zato, da potem lahko tudi primerjamo s Pariškim sporazumom. Potem, ko je konvencijo o podnebnih spremembah ratificiralo 50 držav, je 21. marca leta 1994 postala tudi veljavna. In na tej osnovi je že naslednje leto potekal prvi COP. COP je, oziroma kratica COP pomeni Conference of the Parties, ki so v bistvu članice oziroma so del konvencije. COP1 je kot zanimivost predsedovala je takrat v bistvu nemška takratna zunanja ministrica Angela Merkel. Ona je bila v bistvu prva predsedujoča COP-u. Ves čas je tudi skozi njeno kariero dejansko spremljala oziroma bila seveda v različnih funkcijah del, ampak samo tako kot zanimivost. Od takrat naprej dejansko COP poteka vsako leto, normalno nekje v novembru oziroma decembru. Vsako letno pa predtem potekajo tudi zasedanja delovnih teles. To pa ponavadi poteka nekje v okviru maja oziroma junija v Bonu, kjer je tudi sekretariat UNFCCC. Instrumenti oziroma mednarodne pogodbe, ki naslavljajo podnebne spremembe. To se pravi, omenili smo že konvencijo. Kot že ime pove, je to okvirna konvencija. To se pravi, dejansko niso pravno ni pravno zavezujoč instrument, kar pomeni, da je bilo na tej podlagi potreben še nadaljnji razmislek, kako dejansko pride do instrumenta, ki bo praktično obsegal cel svet z dejstvom, da podnebne spremembe so globalni problem. Zato je bil na COP3 leta 1997 sprejet Kjotski sporazum. To je bil v bistvu nekako gledano korak proti temu, kar imamo danes, Pariški sporazum. Ampak Kjotski sporazum, kaj je bilo v bistvu, oziroma kaj je najbolj manjkalo temu sporazumu, je, da so bile pogodbenice, podpisnice samo države, tiste, ki so že bile dejansko razvite, oziroma države v tranziciji. To se pravi, nerazvite države niso bile del tega sporazuma. Vse zaveze so veljale samo za tiste razvite države. Pariški sporazum, ki je bil sprejet na COP21 leta 2015, je dejansko prvi globalni sporazum, ki ima danes 193 podpisnic. K konvenciji je sedaj pristopilo 197 držav. Mogoče samo kot zanimivost, tistih par, ki jih dejansko manjka, tudi kot podpisnic Pariškega sporazuma, so recimo Eritreja in pa med drugim tudi Iran. Mislim, da je Iran z 2% emisij, globalnih emisij, v bistvu tista največja pogodbenica, država, ki je pogodbenica konvencije, ne pa Pariškega sporazuma. Pariški sporazum, kot rečeno, je prvi sporazum, ki vključuje in zavezuje vse države. Je pa dejansko v bistvu nastajal na način v smislu, ali imeti nek instrument, ki bo vključeval to ogromno število držav, ali pa jim bodo v bistvu nekako zaveze mogoče malo bolj ohlapne. Princip Pariškega sporazuma je, da si vsaka pogodbenica nekako zastavlja svoj cilj, kako doseči ta skupen globalni cilj. In to je bilo potem tisto gonilo, zakaj je dejansko sploh Pariški sporazum bil sprejet na tej podlagi, kot je bil. Seveda druga skrajnost bi bila, da so pač pravila veliko bolj stroga, z veliko manj podpisnicami. Zakaj je bil letos COP26 tako odmeven in kakšna je bila vloga v bistvu Slovenije na tej konferenci? Zdaj, kot rečeno, Pariški sporazum je bil sprejet leta 2015, stopil je v veljavo že takoj naslednje leto, 2016. COP26 bi originalno, če bi svet
ne bil v pandemskih časih, moral potekati že prejšnjo leto. Tako da v bistvu dejansko se je zgodilo, da je COP bil prestavljen iz leta 2020 na 2021, kar pomeni, da je vmes bil ta velik manko, oziroma čas, ko dejansko pogajanj ni bilo. Je bilo pa to zdaj prvič, ko bi mogla biti oziroma je bila podana ocena tako imenovanih nacionalno določenih prispevkih. Temu rečemo spet v teh akronimih NDCs, National Determined Contributions. In to je v bistvu v skladu s Pariškim sporazumom, naj bi države pogodbenice posredovale te plane do konca leta 2020. To so te plani, ki sem jih že prej omenila, da naj bi države dejansko, v katerih v bistvu se države zavezujejo, za koliko procentov bodo zmanjšale emisije in na kakšen način. Cilj podnebne konference je bil večanje ambicij na področju blaženja, to se pravi zmanjševanja toplogrednih plinov, na področju prilagajanja na podnebne spremembe in pa na področju financ. Eden izmed ključnih nalog je bilo med drugim tudi dokončanje knjige pravil Pariškega sporazuma, kar je v bistvu pomeni, da to se pravi, Pariški sporazum ima seveda določene člene v tem sporazumu, kako pa se dejansko izvaja, implementacija le-tega je pa mogla biti zdaj nekako dorečena. Slovenija je začela na pogajanjih v sklopu UNFCCC sodelovati že leta 1994, ko je Slovenija pristopila v Evropsko unijo, se je v bistvu od takrat naprej se v bistvu ne pogaja samo v imenu kot Slovenije, ampak se Evropska unija vedno pogaja z enim glasom. To se pravi, Evropska unija na tej konferenci govori z enim glasom. Kar pomeni, da ker je Slovenija letos v drugi polletja predsedovala Svetu Evropske unije, je v bistvu Slovenija imela nalogo, da skupaj z Evropsko komisijo na tej konferenci govori v imenu EU. Kar pomeni, da je imela Slovenija nalogo pred samo konferenco usklajevanja stališč Evropske unije in v bistvu priprave mandata za COP26. To je pomenilo, da na delovni ravni smo mogli mi v bistvu za vsako točko na agendi pripraviti stališče, kako bo dejansko EU nastopala v Glasgowu. V bistvu mandat je bil potrjen potem ne samo na tehnični ravni, ampak dejansko za strani ministrov za okolje, za podnebne spremembe na svetu. Prav tako je pa v istem času bil potrjen tudi mandat, ki se je pa izključno nanašal na podnebne finance za strani finančnih ministrov. To se pravi, Slovenija je potem s tem mandatom prišla v Glasgow. V Glasgowu so vsakodnevno potekale EU koordinacije. To pomeni, da je v bistvu Slovenija kot predsedujoča mogla imeti nadzor oziroma nek pregled nad vsemi vsebinami, nad vsemi deli pogajanj, ki so se dogajala, da smo še videli, če smo v okviru tistega mandata, ali je potreben še kakšen premik naprej, nazaj. V glavnem, imeti pregled nad vsem, kaj se dogaja, to je bila glavna naloga. In v prvem tednu pogajanj v Glasgowu sem te koordinacije vodila jaz, na naši ravni, na ravni vodij delegacij, potem v drugem tednu pa potem naš minister za okolje. Slovenija je skupaj z Evropsko komisijo v vlogi predsedujoče predstavljala tudi EU navzven, kar pomeni, da smo recimo, da sem jaz imela na primer opening speech v imenu EU ob začetku konference, isto na koncu konference, to se pravi v imenu EU smo sedeli za mikrofonom v teh pogajalskih sobah, obenem pa smo seveda organizirali en kup enih bilateralnih srečanj in pa tudi multilateralnih. Tako da
Dnevi so bili intenzivni, polni, vsekakor pa mislim, da smo v tem času v bistvu nekako dobili čist nek drugačen pogled v ta mednarodni pogajalski svet, od tega, kako dejansko potekajo tehnična pogajanja do tistih bolj političnih. Če mogoče še par besed o tem, kako dejansko pogajanja potekajo na samem licu mesta. Pogajanja oziroma vsi pogovori večinoma potekajo skozi sistem pogajalskih skupin. To se pravi, kot sem prej omenila, EU nastopa kot ena pogajalska skupina, potem pa imamo recimo skupino malih otoških državic, one govorijo v enem imenu, ena izmed največjih skupin se imenuje G77 and China, je druga ogromna skupina, Least Developed Countries, LDCs, potem imamo ILAC, to so latinskoameriške države in tako dalje. To se pravi, ne govori dejansko 197 držav za isto mizo, ampak večinoma se najprej države pogodbenice usklajujejo znotraj pogajalskih skupin, ki potem nastopajo na samih pogajanjih. Veliko vlogo na COP-ih ima COP predsedujoči, to se pravi, letos je bilo to Združeno kraljestvo, naslednje leto bo COP v Sharm el Sheikhu, tako da bo predsedujoči postal egipčanski minister oziroma oseba, ki bo pač na to napotena. Oni v bistvu skupaj z predsedujočimi drugih delovnih teles praktično vodijo cel proces. Od tega, kdaj potekajo določene konzultacije, do tega, kdaj bo kakšna točka na agendi. Recimo v Glasgowu so se na primer pogajanja glede finančnih točk na agendi začela precej pozno. To se pravi, vse te proceduralne zadeve so v rokah predsedujoče. Seveda pa pogajanja potekajo ne samo tistih 14 dni, ko pač poteka konferenca, ampak gre za praktično konstanten proces. Pogajanja za COP26 oziroma priprava na COP26 se je začela že praktično 2 leti pred tem, to se pravi, takoj, ko se je COP v Madridu končal, COP25, so Združeno kraljestvo praktično zagnali cel svoj diplomatski aparat, kot tudi na tehnični ravni, pridobili ljudi, sestavili ekipo, ki so potem tekom teh 2 let dejansko pristopali do vseh pogajalskih skupin in tudi seveda bilateralno. Vsakoletno pred COP-om poteka tako imenovani pre-COP in omenjen je že bil letošnji pre-COP v Milanu, ki je bil v bistvu združen z Youth Summitom. Letos je bil ta ogromen poudarek na vključevanju mladih, ki osebno mislim, da se bo samo še stopnjeval. Tako da v bistvu ta pre-COP je bil eden izmed korakov zbliževanja mnenj pred samim COP-om. Ni pa bilo edino srečanje, julija je potekalo tudi že srečanje na ravni ministrov v Londonu in to je bilo v bistvu tisto prvo srečanje v živo po začetku pandemije COVID-19. Vse skozi so potekale neformalne virtualne konzultacije, imeli smo recimo v juniju 3-tedenska neformalna pogajanja nekako, virtualno, kar je pomenilo, da smo ostajali sredi noči in poslušali mnenja preostalih delov sveta o teh glavnih zadevah, ki so potem pač bile predstavljene na COP-u kot cilj oziroma glede tistih tem, od katerih smo res mogli doseči nek kompromis. Seveda smo pa že pred Glasgowom vedeli, da bo Glasgow uspešen le v primeru, ko bo kompromis praktično dosežen v sklopu enega paketa. To se pravi, vedeli se je, da za določen del sveta je prioriteta, recimo za države v razvoju, je prioriteta na prilagajanju na podnebne spremembe. Vemo, da recimo male otoške državice dejansko njihov obstoj je
temelji oziroma pač je odvisno od tega, kakšna je gladina vode, na primer, in tako naprej. Za njih so bile ključne podnebne finance, medtem ko recimo na primer za EU je bila mogoče v prvi vrsti pomembna tista ambicija blaženja podnebnih sprememb, to se pravi zniževanja emisij. Eden izmed glavnih ciljev EU je bilo tudi dokončanje te knjige pravil, ki sem jo že omenila. Zdaj pa vprašanje, ali smo dosegli te naše cilje in kako uspešen dejansko je bil COP. Zdaj, moje čisto osebno mnenje je, da če bi nam na začetku nekdo predstavil ta paket, ta dogovor, na začetku Glasgowa, mislim, da bi vsi podpisali. Mislim, da je dogovor, ki je bil dosežen, predstavlja nek balans, nek kompromis, seveda je pa pač to kompromis, kar pomeni spet, da seveda EU ni dobila vsega, kar si je mogoče želela, na drugi strani najmanj razvite države niso najbolj dobile vsega, kar so si dejansko želele, ampak pravijo, da pač dober kompromis je tisti, v katerem so vsi malo nesrečni. Po drugi strani pa naslednje leto bo COP27. Hočem reči, da ena konferenca definitivno ne more rešiti vseh odprtih vprašanj, je pa rešila tiste ključne. Dala nam je dogovor o rulebooku, zato da se dejansko lahko začne implementirati vse zaveze, ki so v Pariškem sporazumu. Zavezali smo se, da bomo povečali oziroma povišali svoje ambicije do konca leta 2030, kar se tiče nižanja emisij. Razvite države morajo v bistvu v naslednjih letih tudi povečati svoje finance oziroma finančno pomoč državam v razvoju. En kup dobrih stvari je v tem dogovoru. Ena izmed stvari, ki se mi zdi, da je tudi najbolj nekako šla odmevno skozi medije, je ta referenca na premog, na postopno opuščanje rabo premoga in pa odpravo subvencij za fosilna goriva. Jaz moram priznati, da čeprav je bil ta wording dejansko malo spremenjen čist na koncu, v zadnjih urah Glasgowa, je to še vseeno prvič v zgodovini pogajanj v sklopu Združenih narodov, da je dejansko referenca na premog in na fosilna goriva, na subvencije v samem dokumentu. To pomeni, da smo dobili dogovor, globalni dogovor, ki se zavezuje k temu. In mislim, da ja, je majhen korak, ampak je korak v pravo smer. In mislim, da bi to zato dejansko lahko za cel paket dogovora v Glasgowu, za ta Glasgowski podnebni pakt rekla, da pač je dogovor in gre v pravo smer, ampak kaj je zdaj ključno v naslednjih mesecih, predvsem v naslednjih letih in v tem desetletju predvsem, je implementacija. In ta implementacija sigurno ne bo lahka in sigurno bo dosegla vsakega posameznika in tudi vsakega posameznika v Sloveniji, na to se bomo pač mogli tudi mi sami prilagoditi. Mislim pa, da končam s tistim, kar sem začela. Pa ja, tudi sama sem mogoče predstavnica mlajše generacije, ampak mislim, da si pač zaslužimo oziroma moramo res zdaj dati ta napor, da bodo določene spremembe lahko možne, da bomo v naslednjih desetletjih lahko še dejansko živeli na tem planetu in živeli sigurno na drugačen način, kot živimo danes, ampak da bomo lahko živeli kvalitetno in seveda generacije za nami. Tako da mogoče bi tukaj v prvi fazi zaključila, pa seveda se veselim diskusije in vprašanj. Ja, hvala lepa za ta prikaz glasgowskih zaključkov. Zdaj, kakor smo mi pač po medijih spremljali, se
veliko govori o tem, da je ta sporazum premalo konkreten in da bi moral biti konkretiziran z natančnimi obvezami ali pa zavezami, če temu tako rečem. Ker namreč od sprememb, ki so jih se zgodile zaradi ogrevanja in tako naprej, imajo že eni koristi, ni samo škoda. Kot primer bom navedel, gledam, nenadoma se odpira krajša pot iz Kitajske ali pa iz vzhodne Azije v Evropo čez Severna morja, ker se so spremembe prinesle pač otoplitev in enako je za tako zvano Northwestern Passage, ki gre skozi mimo Baffinovega otoka in obide sever Kanade in Alaske. Se pravi, to je že nekaj koristnega se zgodilo za tiste, ki iščejo pač svoje dobičke. In zdaj, kako se gleda na to? A je možno, kako bi rekel, te procese obrniti? Ker to, kar se dogaja z otoplitvijo planeta, je pravzaprav nekaj takega, kar enim koristi, drugim pa škodi. Druge pa celo zaliva. Tukaj jaz vidim te dileme, kot mislim, čist stranski opazovalec. Mi smo zaenkrat, imamo občutek, da živimo še vedno v nekem okolju, ki ni tako prizadeto. Čeprav tudi Slovenija tukaj ni izjema, še posebej, ker smo odvisni tudi od drugih. To se mi zdi, da je morda ena taka stvar, o kateri je vredno razmišljati. In ko govori se o konkretnosti, bral sem, da recimo Gabon, ki je procentualno največjo površino, glede na površino države, največjo površino teh rainforesta, se pravi tropskega gozda. In seveda, zato, da se zaveže, Gabon zahteva neko kompenzacijo, kakor sem jaz bral. Čeprav smo v preteklosti videli, kako je to izkoriščanje tega poteka. Torej, tu vidim jaz probleme v teh konkretnostih, ki so zaprte v neke nacionalne meje. Čeprav vemo, da stvari prizadevajo cel svet in cel planet. Zato sem pa omenil prej, da nekateri pravijo, zakaj te vesoljski poskusi? Zato, da bi našli nov planet. Kam gre vaš razmislek pri tej stvari? Najprej mogoče glede drugega planeta. Jaz mislim, da bi mogli najprej probati rešiti svoj planet in svoj denar in svoj effort čim bolj usmeriti v to tekmo, ne v to tekmo, v to vesoljsko tekmo. Ampak ja, definitivno sigurno določene zadeve, ki pač nastajajo zaradi podnebnih sprememb oziroma so posledica podnebnih sprememb, so mogoče priložnost za nekoga. Ampak jaz mislim, da bi mogli bolj kot to dejansko gledati na kaj nam ta zelena tranzicija tudi nam lahko prinese. Pa tukaj mogoče bi bolj izpostavila ta biznis aspekt, recimo. Naprimer, pa vemo, Kitajska sigurno naprimer ni najbolj ambiciozna država, recimo v smislu njihovih podnebnih politik, ampak tehnološko so pa oni tudi pri tem
daleč naprej. In naprimer investicije v tehnološko zelena oziroma bolj zelena podjetja, v naprimer, ne vem, pridelavo vetrnic, baterij za sončno energijo in tako naprej, pa to dobro, to je samo za energetika. Tudi vseh ostalih, od transporta in tako dalje. Sigurno oziroma nujno je. So Kitajci zelo daleč. Jaz bi rekla, da so in vedno bolj bodo. In naprimer, če pogledamo dejstvo, da naprimer, se mi zdi, da 5 let nazaj si ne bi nihče predstavljal, da se bo naprimer Indija zavezala k podnebni nevtralnosti do 2070, pa letos se je. To se pravi, tudi Kitajska, Indija in te res veliki onesnaževalci in pa ekonomije, ki so nekako v razvijanju oziroma v razvoju, čeprav so v bistvu že zelo visoko razvite, gredo tudi proti tem zelenim trendom. In definitivno pač v tem je priložnost. Tako da mislim, da bi mogli mogoče tudi pri nas še en korak naprej narediti, oziroma bolj pogledati ta vidik, kje so dejansko te priložnosti, kaj se vse v tej tranziciji pač da narediti. Zdaj, videli smo, da, ne vem, recimo prek pandemije COVID, veliko stvari oziroma hitro se nam lahko svet spremeni. Veliko ukrepov se tudi lahko naredi v zelo kratkem času. Ogromen finančnih vzpodbud takih in drugačnih. Zdaj se mi zdi, da je tista prav čas, ko dejansko lahko te finančne vzpodbude damo v neko bolj zeleno tranzicijo. Trilijoni bodo spet porabljeni za neko rekuperacijo, za neko regeneracijo gospodarstva in tako naprej. Če se pač ta denar zdaj pametno uporabi, se sigurno lahko uporabi v bolj zelene investicije. Konkretno zavez. Mislim, da pri tem bi mogla izpostaviti tudi v bistvu samo naravo procesa pogajanj znotraj tega UNFCCC sveta. To sigurno ni edini proces na svetu, kjer so podnebne spremembe naslovljene in tudi ni edini multilateralni proces. Teh je še ogromno in tudi potencial na teh drugih vsebinah se nekako pač more izkoristiti. Zdaj ta UNFCCC proces je sicer precej tehničen, tako da kar je recimo res teh bolj splošnih zavez nekako paše v politični kontekst tako imenovanih cover decisions. Cover decisions so nek krovni dokument, potem, če si pač predstavljate, kaj dejansko Glasgowski pakt pomeni, če pa greste potem brati nadaljne zadeve, ki so pač bile dorečene, so pa to precej tehnične. In v bistvu, gre za en velik dogodek, letos se je izbrali, ne vem, 120 liderjev na začetku, sigurno so pač dali tudi oni pozitiven zagon in pač to pozitivno atmosfero, ampak ni pa to edini proces, kjer morajo v bistvu pač biti te zadeve naslovljene. In ta bolj high level politics sigurno ima tudi neko mesto znotraj kopov, ampak to ni agenda kopa. To so v bistvu te obstranske zadeve, ki so spodbujene preko te agende. In se mi zdi fajn, da je Združeno kraljestvo spet zbralo na kup toliko enih liderjev in recimo oni so organizirali za vsak dan posebej, si ti imel nek drug tematski dan. Si imel tematski dan on energy, nature, youth in tako naprej. Kaj je bil namen teh tematskih dni, je, da se naredi en kup enih side eventov, da se privabi biznis, da se privabi civil society, da se pač naredi neko vključujočo konferenco. Sigurno fenomenalno in mislim, da je bilo dosežen to, da je bil velik domet, oziroma zelo širok, ampak sama agenda UNFCCC pogajanja pa precej bolj omejena. In mislim, da tukaj to je treba, to je mogoče res, se pravim, malo bolj ta tehnična razlikovanja, ampak tega se tudi moramo nekako zavedati. Gospodje, dama, kdo kaj? Jaz bi mogoče nekaj vprašala za spremembo. Jaz sem delala veliko na področju človekovih pravic, svoj čas
Mene zanima ta konvencija, a ima kakšne sankcije, ponavadi konvencije so take, ne, da če se ne implementira, so določene sankcije. A so tukaj kakšne sankcije, ima kakšen mehanizem v okviru OZN-ja, ki bi lahko države kaznoval, če ne izvajajo to konvencijo? No, me zanima, ne, ker pri človekovih pravicah je to, ne. Imaš tiste odbore, mogoče za človekove pravice na različnih področjih in poročila moraš pošiljati, ne, in tukaj so potem sankcije, če se to ne implementira na človekovih pravicah. Kako je pri tej konvenciji? Pri tej konvenciji je v bistvu tudi tako, da poročila se morajo pošiljati. Ja. Recimo kot Slovenija moramo pošiljati poročila zdaj, če gledamo ta globalni svet, gre v bistvu poročila gredo tudi prek EU. Tako da mi smo zavezani, da pač poročamo o svojih emisijah, za koliko procentov, kdaj in tako naprej. Raven letos v bistvu na COP26 je tudi Slovenija šla skozi proces, temu se pa reče multilateral assessment, in to je pa v bistvu nek proces, kjer so države tudi ocenjene, kakšen napredek dejansko naredijo. Super, ja. Stvar je v tem, da to je še proces, ki pač izhaja izpred kar nekaj let nazaj, in v ta proces so bile zaenkrat vključene samo države, tiste razvite države. Zdaj pa na Glasgowu so se sprejela pravila za poročanje, ki pa vključujejo tudi države v razvoju. In ena izmed tistih držav, s katero smo imeli največ problemov pri sprejemanju teh zavez, je bila ravno Kitajska. Zdaj so se pač nekako sprejela pravila, da vsi poročamo na približno isti način, oziroma so pač iste tabele, ki jih mora vsaka država izpolniti. Zakaj je to tudi pomembno? Zato, ker se vsakih 5 let se bo za začetkom 2023, takrat bo prvič, bo narejen Global Stocktake. To pa dejansko pomeni, da bodo v bistvu implementacija Pariškega sporazuma bo evalvirana. In če ti hočeš nekaj evalvirati, ti moraš imeti primerjajoče se podatke. In zato je bilo ključno, da naredimo ta preboj in da se dejansko dogovorimo o tem, kako se bo poročalo. Mislim, čist iz logičnega vidika je pač to, se pravi, to gre potem res v tehnične zadeve, ampak tako zelo na grobo rečenje, to v bistvu eden izmed teh ključnih vidikov tega rulebooka, ki sem ga pač preomenila. Kar se tiče sankcij, osebno še nisem slišala, da bi zdaj kakšna država plačala ali pa bila kaznovana, zato ker ni recimo poslala svojega NDC-ja, tega svojega plana, kako bo na primer znižala emisije. Je pa mogoče zdaj kot tudi za zanimivost, držav oziroma skupina držav, predvsem G77 in China, so začele malo nakazovati v Glasgowu, da v primeru, če pač ne bi bile zadovoljne z izidom, bi v bistvu šle na meddržavno sodišče v Hagu in vložilo tožbo proti tem razvitim državam za v bistvu škodo, ki je pač bila narejena tekom te industrijske revolucije in pač z vsemi emisijami, ki so bile v bistvu izpuščene. Tako da to je v bistvu potem tudi eden izmed teh vidikov, oziroma če se zdaj vrnem k zaključkom Glasgowa, ena izmed pomembnih reči je bila tudi dogovor o tem, da se bo dejansko več začelo delati na izgubi in škodi. Izgube in škode so pa v bistvu, to so pa te posledice podnebnih sprememb, ki so pač že dejansko dan z nami. Kot sem preomenila, ne vem, če otok zgine, hurikan, take zadeve. Poplave tudi v EU, saj smo imeli tudi pri nas. Saj to ni zdaj, da govorimo samo o drugih koncih sveta. Pa še to, tudi recimo Slovenija, drugače dejansko, Slovenija se po ocenah segreva 2-krat hitreje kot povprečje. Tako da tudi Slovenija, čeprav smo na sončni strani Alp in tako naprej, no, ampak imamo zaenkrat še vsega v izobilju, ni nujno, da bodo pašniki tako zeleni, kot so danes in tako naprej, čez nekaj let oziroma desetletje. Tako da te izgube in škode, vemo tudi kot EU, da bomo mogli priti mogoče še malo bolj nasproti tem državam v razvoju.
Ampak v Pariškem sporazumu, to je bil tudi eden izmed tistih ključnih aspektov, je bilo, da pač odškodnine ostanejo zunaj. Da to ne pomeni, da zdaj razvite države plačujejo, ne vem, na letni bazi toliko in toliko odškodnin zaradi tega in tega. Zdaj, kam se bomo zdaj premaknili na COP27, bomo videli. No. Ampak zaenkrat je pač vzpostavljen nek sistem, ki v bistvu katalizira pomoč tem prizadetim, tistim, ki pač pomoč rabijo v primeru naravnih nesreč in tako naprej. Veleposlanik Kunič. Hvala za besedo. Najprej bi se opravičil, ker sem zamudil vse ene osebne dejavnosti, nekaj sem mogel reči. Jaz bi vam najprej želel čestitati za vodenje, za vašo vlogo tam, kolikor smo uspeli izvedeti, ste to zelo dobro opravili in sem zelo vesel, da je temu tako, res moje čestitke. Zdaj seveda pripomniti moram, da od teh podnebnih zadevah zelo malo vem. Ne mi zamerite, res malo vem. Ampak zdi se mi, da je ključni problem implementacija. Dokler se zadeve ne zgostijo v tako veliki meri, do takrat je nasprotnikov toliko, da je to težko speljati. Naj samo ob robu tega spomnim, da je izvršni svet Republike Slovenije sprejel sklep za gradnjo nuklearke, ko je bil svojo sejo ob svečah. Dobesedno ob svečah. Tako daleč smo prišli, da se je šele to lahko, to je davno bilo, kad sem bil še mlad. Namreč, zakaj to pravzaprav odpiram? Podnebne spremembe so seveda okoljevarstvo ali pa okoljevarstveni predmet v nekem širšem pomenu. Ampak kdo je pa največji nasprotnik implementacije, to so okoljevarstveniki. In tukaj pa ne vem, ali je ta konferenca ali pa kdorkoli to odprl. In poglejmo Slovenijo. Ambasador Šetinc je lepo rekel, imamo sonce. Ja, bomo panele postavili na njive, na travnike, na gozdove, kam pa? V Alpe. Samo strehe in to samo na južni del streh. Ali je teh streh dovolj? Ne vem. Skratka, potem voda je definitivno del okoljevarstveniki takoj skočijo, ne, mi pa ne damo, če jih pa že dajo v nekem primeru, kot naprimer Save, pa pride neskončno drugih zahtev obrobnih. Veter, ni govor, volovja reber, kaki to je okoljevarstvenik, dve vetrnice smo potihem uspeli spraviti skozi, zdaj je to blokada na celi črti. In to gre po celem svetu. Torej, mi lahko govorimo o podnebnih spremembah, da se mi zdi, da če ne upoštevamo težav z implementacijo, pa to naj bi bili isti ljudje, pa se mi zdi, da je to problem, ki ga nismo pravzaprav rešili. Mogoče razmišljam narobe, mogoče o tem niste tam razpravljali, kajti sprejeti zaveze je eno, ampak moraš pa vedeti, ali si jih sposoben dejansko speljati. Jaz lahko sprejmem zavezo, da bom skočil 2,5 metra visoko. Ja, podpišem jo lahko, ampak jaz sem presežen, da ne bom skočil. Mislim, če se podkljudim, malo karikiram, pa tako. Ampak zdi se mi, da če ne govorimo o problemu implementacije in če ne zavežemo tistih skupin ljudi, ki morajo popustiti, ki morajo pač sprejeti, da se to jajce razbije, da bomo dobili leto, potem nismo storili kaj dosti. Mogoče gledam narobe, ampak še enkrat, res malo vem o teh stvareh, tako da se opravičujem. Pa še enkrat čestitke. Hvala in lepo slišati čestitke. Moram priznati, da je bilo kar veliko dela vloženega od teh, na koncu gleda 14 dni in
Ampak, ja, no, v bistvu sem prišla nazaj v Slovenijo s tem namenom, da se lotim tega projekta in res srcem drugače delam to in zato tudi upam, da bomo v prihodnje mogoče še bolj aktivni na tem področju. Kar se tiče implementacije, ja, se popolnoma strinjam in kot sem že prej omenila, mislim, ključ je zdaj implementacija. Mogoče še premalo poznam slovenski prostor, kje vse so težave in kje so mogoče priložnosti, ampak moram priznati, da določene stvari se mi zdijo tak naš problem. No. Da pač ja, vidimo priložnost v smislu, strinjamo se vsi, moramo imeti več obnovljivih virov energije. Potem se pa že ustavil pri tem, kam pa zdaj dati vetrnice, pa nobenemu ni prav, ne? Da pač so pa vetrnice v bližini tvojega doma. Pa vsi se pa strinjamo, da je pa fajn jih imeti, ne? Pa niso vetrnice edini izmed teh. Tudi vsi se strinjamo, da je fajn, da se mogoče malo manj z avtom peljemo, ker pa treba iti peš v trgovino, pa nobenemu ni to kljuštana, ne, kaj te zebe. Ne vem, jaz tudi moram priznati, da prej, ko sem živela v Bruslu 5 let, nikoli nisem imela avta. Pa sem bila super, pa sem še vseeno naokoli veliko hodila, pa sem šla na vlak, pa sem šla peš, pa sem šla tako naprej. V Slovenijo sem pa prišla nazaj, pa kaj sem naredila, v prvih parih mesecih sem kupila spet avto. Ampak to hočem reči, da zdaj malo, mislim, to je moje pač moje osebno stališče, ampak definitivno je treba na večjih sektorjih več narediti in implementacija v Sloveniji, se pravi, bo tudi zelo, zelo zapletena. Ampak kaj je potrebno tudi z vidika mogoče razmisleka vnaprej, tudi sektorji se moramo med sabo malo bolj povezati, tudi ministrstva, resorji in tako naprej. Ti ne moreš gledati v silosih, ne moreš misliti, ja, ministrstvo za okolje in prostor pa dela nekaj, odpadki, to je za okolje. In potem imaš kmetijstvo, in MZI in energetika dela nekaj tretjega. To ne more iti več tako. Pač, če se gremo zeleno tranzicijo, to je nek družbeni projekt. V to moramo biti vključeni praktično vsi in tudi posamezniki. Ja, in tudi mi moramo začeti razmišljati, kdaj je mogoče pa bolj smiselno iti peškam ali pa z vlakom ali pa z avtobusom, pa čeprav so mogoče povezave včasih slabše. Ampak spet, tudi povezave se morajo izboljšati. In mislim, tu res gre za debato, o kateri po moje lahko govorimo dneve in dneve in sigurno ne bomo vsega zdaj rešili, ampak se strinjam, da je ključno govoriti o implementaciji, pa včasih tudi mogoče znotraj Slovenije kakšne prepreke, enostavno bomo mogli čez določene stvari, da se bomo lahko karkoli zmenili in pač nadaljevali v tej smeri. Jaz mislim, da je Slovenija imela projekt, gremo v Evropsko unijo, gremo v NATO. Kako bi mogel biti ta projekt? In takrat, ko se je to izstopalo v Evropsko unijo, so bili vsi resorji za. Če kakšen ni bil, so bili ljudje, ki so koordinirali in to nas je pripeljalo do tega cilja, po mojem. In tukaj, to, kar ste rekli, to sodelovanje, to bi mogli nekako narediti, ne vem na kakšen način, skupen projekt Slovenije. Eno projekt, ampak en pomemben projekt. Ja, pa dejansko, ne, ampak se popolnoma se strinjam in tudi recimo v dolgoročni strategiji Slovenije, kako bo dosegla podnebno nevtralnost do leta 2050 oziroma resolucije, ki je bila sprejeta letos glede dolgoročne strategije. V tem dokumentu je sicer tudi predvidena neka služba, ki bi bila v kabinetu predsednika vlade načeloma in pač bi koordinirala v bistvu to tranzicijo do podnebne nevtralnosti. Zdaj zaenkrat te službe še ni, kdaj bo do tega prišlo, težko sama rečem, ampak mogoče tudi to je ena izmed rešitev res. Definitivno rabiš neko koordinacijsko telo, se mi zdi. Eno ministrstvo ne more koordinirati, vsa ostala ministrstva pač si na istem nivoju, težko je, ti pa še vseeno rabiš imeti in sektorska ministrstva za implementacijo in nekoga pač, ki se ukvarja z temi plani, načrti in tako dalje. Pa še nekaj, ogromen dialoga je potrebno
ne samo znotraj ministrstev, ampak tudi potem s civilno družbo, z To je pa še gospodarstveniki in tako naprej. In veliko dela s civilno družbo. ampak tako hočem reči, da včasih, ne vem, jaz sem, pa to je spet moj osebni pristop, ampak več, ko se pogovarjaš, tudi to sem recimo videla v Glasgowu, včasih se nam je zdelo, pa kako lahko na tak način mislite, zdaj določena druga stvar, ko so bili res čist na drugih koncih. Ampak potem se usedeš dol, pa se pogovoriš, pa imaš 2 bilaterale, pa ta tretji ti gre že malo boljš, pa četrti si pa, zdaj te končno razumem, kaj je tvoj problem. Ti bi v bistvu rabil tole, jaz rabim to, pa nekako malo lažje skupaj prideš. In če ni tega dialoga, ja, pa si na 2 koncih. To je pač moj pristop. Veleposlanik Grabovšek. Ja, zdaj, hvala, to smo že v ponedeljek zasul, zdaj ste še enkrat za komplimenti in hvala za to, kar ste povedali. Jaz sem lahko 2 vprašanji. Namreč, pojavlja se ogromno vprašanj. In po odgovoru nova. Moje vprašanje prvo je, pravzaprav, imela ste G77, grupo 77, to je nesote neuroščenje, če se spomnite tega pojma. In zdaj, če je Indija zraven, je že to 2 milijarde ljudi, najmanj. Potem imamo pa še Kitajsko, ste omenila. Se pravi, ta skupina G77 plus Kitajska, to je skupaj pol človeštva. Nekako. Torej, nekako vprašanje, kako je to sploh mogoče, da imajo oni neko bargaining position. Ne vem, jaz si ne predstavljam, vi to veste in ste to videla, kako je. Prvo vprašanje, drugo vprašanje pa je, glede na to, da živimo v enih takih bolj negativističnih časih, če je malce optimistično, pa vse pozabimo, pa vse takoj negativno. Mi bi rad spomnil, da vendarle, ali pa vi potrdite, ali pa tako povete, kako bi bilo, če bi bil Trump še enkrat zbolel? Kam bi šel ta Glasgow? Namreč, ja, ker zdi se mi, da to je ena čudovita zadeva, da ni bil in da se je to naprej, ampak vi ste to videla. Evo, to, kam bi šlo, če bi bil Trump? To je drugo vprašanje. Zanimivo vprašanje. Pa da mogoče začnem najprej s Trumpom. Se mi zdi, da s tem, pač, ko je Amerika, Združene države Amerike, ko so pristopile nazaj k podnebnem pariškem sporazumu, seveda v našem svetu je vsem ulil en kup enega upanja, ne? In sigurno je s tem EU dobila nazaj po eni strani svojega zaveznika v teh pogajanjih, ker ne bom rekla, da pri vseh vprašanjih, ker definitivno temu ni tako, ampak pri velikih zadevah seveda EU tesno sodeluje z ZDA. Po drugi strani pa ZDA so velik onesnaževalec in če pač njih ni pri mizi, dejansko je pariški sporazum oziroma katerikoli drug dogovor ima veliko manjšo težo. Isto je tako, če pač ni Kitajske zraven. Mislim, EU samo kot EU in njene države članice dejansko prispeva k 8% svetovnih emisij. To se pravi, tudi če gre EU, zdaj bom rekla na kolena, ampak da naredimo vse, kar je možno v čim prejšnjem času, smo mi pri 8%. To se pravi, mi globalne slike ne moremo spremeniti. Imamo seveda delček temu, ampak ZDA so res ključne tudi pri tem vprašanju. In na koncu, najbrž ste tudi v medijih zasledili, recimo, ko je bilo pač vprašanje tega wordinga glede premoga in tako naprej, potem so pač spet v ospredje je stopil John Kerry kot special envoy za strani ZDA za podnebne spremembe. Potem smo imeli kitajskega predstavnika z EU, govorili se je o G2 v smislu US and China, tudi oni so podpisali neko deklaracijo oziroma sporazum raven mal pred koncem Glasgowa, ki dejansko tudi dala zelo pozitiven zagon. Tako da hočem reči,
nujno potrebujemo ZDA zraven in v primeru, da je še enkrat Trump izvoljen, spet moje osebno mnenje, jaz ne vem, če bi šel on zdaj še enkrat ven izven tega Pariškega sporazuma. Mislim, globalna slika tudi danes je spet drugačna, kot je bila par let nazaj in se mi zdi, da se precej hitro spreminja. Glede G77 in China, kako pride do pozicije? Nisem na njihovih koordinacijskih sestankih, ampak si moram predstavljati, da je to precej zapleten proces, ker vem, kako zapleten je tudi včasih znotraj EU, pa nas je 27 plus Evropska komisija. Ampak ja, dejansko države v tej skupini, pa tudi v kakšni drugi, prihajajo seveda iz različnih, recimo temu tako, začetnih pozicij, gospodarskih, socialnih in tako dalje. Njihove pozicije včasih se zna zgoditi, da določene stvari enostavno nimajo pozicije, ker se ne morejo uskladiti, oziroma se uskladijo šele v kasnejši fazi. Ampak recimo isto je tako na primer za afriško skupino. Afriška skupina pri določenih zadevah se enostavno pač nimajo iste pozicije in potem težko suvereno nastopajo pri kakšnem vprašanju oziroma močno, ker enostavno se med sabo najprej se ne morejo uskladiti čisto. In ena izmed teh skupin, ki je mogoče bila v Glasgowu bolj glasna kot sicer, oni se imenuje like-minded developing countries in to so v bistvu Kitajska, Indija, Brazilija, recimo temu tako BRICS, pa še kakšna zraven. Ampak ja, no, to so te pogajalske skupine, ki so tudi tako malo fluktivne. Kdaj je kdo noter, kdaj ne. To je pol tako res tudi precej politično. Ja, Mirko Cigler. Ja, no, bi tu nadaljeval, kjer ste prav končali. Sej pogajanja o tej tematiki so v temelju politične. Ampak pri tem pa seveda tudi moje čestitke za odlično upravljeno delo in glede na to, da gre zdaj naše predsedovanje k koncu in prihaja zelo pomembna faza, kaj s vsemi vami, ki ste v tem času naredili krasno delo in ste se ogromno naučili in ogromno spoznali, kaj se bo zgodilo z vami, da ne boste končali, kot je končala naša generacija v prejšnjem predsedovanju. Tako je praktično. Tako rekoč vsi, ki so aktivno sodelovali v podobnih stvareh, v katerih ste vi sodelovali, praktično v letu 2 izginili. In vse to silno znanje, izkušnje, viziji in vse ostalo bilo izgubljeno forever. Boste vi imeli kako dobro delo, ker boste lahko to, kar ste se naučili in kar zdaj veste, postavili v funkcijo svojo in v funkcijo Slovenije. To je prvo vprašanje. Moj odgovor je, da vam iz srca želim, da je odgovor pozitiven. Drugo je to, kar je Jože rekel, pa nisem vedel tega detalja, da je odločitev Slovenije za jedrsko energijo sprejeta ob sveči. In to je, jaz mislim, da je to ta srž, ker podnebne spremembe so procesne. So vse procesi, nič ni od danes do jutra. Danes do jutra je lahko potres, pa tornadi v Ameriki ali kaj takega. V resnici gre za procesne stvari. Politika se pa ne odloča na procesne stvari, se pa odloča na dogodke. Ko je elektrike zmanjkalo in ko je bila sveča, je bila pravo okolje za odločitev za jedrsko elektrarno. Ne prej in ne kasneje. Svet, hvala Bogu, ni v taki situaciji, oziroma pesimistično gledano šele, ko bo v taki situaciji na sveči, potem bo možno paradigmo spremeniti. Sigurno poznate ta koncept intervulnerability. Torej,
so ranljivosti. Mi smo govorili o soodvisnosti sveta in tako naprej. Ampak soodvisnost v 10 letih koncept je nekje iz okoljevarstva prišel v politiko in v geopolitiko, ni uspel prebiti tako daleč, da bi zares spremembe, ki ste jih vi tako uspešno pogajali, dobile to krovno politično izhodišče, ki bi potem ta svet zares obrnil v eno drugo smer. Drugo, zato pa potem mi smo konstantno frustrirani. In tudi Glasgow je v resnici frustracija, da ne glede na to, kako se nam že dogajajo spremembe, še vedno ni tega temeljnega premika. In končno vprašanje, kdo znotraj Evrope, to, kar ste vi delali, so najbolj zeleni in kdo so najbolj črni? Vprašanje slovenstva. Da mogoče začnem pri vašem prvem vprašanju, pa hvala lepa. Kar se tiče predsedovanja in kadra in tako naprej. Jaz moram priznati, da ko sem prišla na Ministrstvo za okolje in prostor, zagreta za moje delo, da bom zdaj imela ekipo, ki jo bom vodila in tako naprej, sem mogoče najprej doživela en hladen tuš, ker ekipe ni bilo. Ampak okej, veliko ljudi mi je reklo, Tina, res, to bo res težko, mislim, a si ne bi mogla kaj lažjega izbrati, saj si imela še druge priložnosti, a res tale kop, pa ekipo rabiš, pa veliko ljudi in tako naprej, ampak sem vztrajala. In sem vztrajala in na koncu nam je uspelo in smo združili ekipo, fenomenalno ekipo, zato ker dela, ki smo ga mogli opraviti kot predsedujoča država, definitivno ne moreš opraviti z enim človekom oziroma s parimi ljudmi. Imela sem osebno ekipo 24 ljudi, ki zraven je bilo 5 Nemcev, sicer ker nam je tudi malo zmanjkalo in potem so nam Nemci pristopili na pomoč, kar je bilo vrhunsko, ker mi prej kot Slovenija nismo bili vključeni v tehnikalije teh pogajanj. Pač mi dejansko nismo imeli ljudi, ja, mi smo že hodili na kope in tako naprej. In smo imeli tudi pred časom vrhunskega glavnega pogajalca, ki je bil vključen v ogromno zadev, ampak to je bil ena oseba. In ti kot predsedujoča država ne moreš z enim človekom, tudi če se razstreliš na ne vem koliko koščkov. In na koncu res smo imeli ekipo, kateri člani so bili ljudje iz različnih resorjev, stari, mladi, res mešana ekipa, ampak na koncu smo bili efektiven motor, ki je laufala noč in dan. Kaj se zdaj zgodi z vsemi temi ljudmi in z ekipo? Moja velika goreča želja je, da čim več ljudi ostane, vključno z mano. Zdaj seveda, ni pa vse od mene odvisno. Tako da jaz res sem zelo mnenja, da se moramo povezati, da moramo delovati, kot sem že prej rekla, ne v silosih, ampak pač povezano znotraj resorjev in se povezovati tudi zunaj naše javne uprave, da lahko pač naslovimo ta problem. Pa zdaj ne govorim samo o tej globalni sliki, ampak govorim tudi o tem, kako dejansko recimo Slovenija nastopa znotraj EU, znotraj naprimer zdaj pač pogajanj, ki so pomembna v okviru paketa Fit for 55 in okoli ostalih zadev, in seveda potem tudi implementacije znotraj teh dogovorov, potem kako se to naslovi dejansko v Sloveniji. Ker mogoče tudi, kar bi osebno še rada, je to zavedanje, da pač Slovenija lahko na veliko teh stvari tudi dejansko že vpliva, preden pade potem to na naše mize, ampak zato ti moraš biti v procesu aktiven in moraš proces poznati. In tudi mednarodna podnebna pogajanja, kar sem jaz ugotovila v Glasgowu, ne vem, koliko procentov bi rekla, ampak sigurno 60% je sam proces. In ko ti enkrat razumeš proces in zdaj smo ga videli od znotraj, bližje ga ne bi mogli spoznati, moramo to nekako zadržati in tudi te ljudi, in, ki so vrhunski in so pripravljeni delati in
Ja, tako da definitivno pač jaz si bom prizadevala z vsemi mojimi močmi, da čim več ljudi ostane in da to primerno naslavljamo. Ker če pač ne bomo, bomo čez 12 let spet v krizi, ko bo nekdo mogoče namesto mene si rekel, super, bomo imeli še en COP ali pa kakšen drug dogodek, pa spet ekipe ne bo. Glede procesa in politike, mislim, tudi to je potem eden izmed teh ključnih, recimo, bom tako rekla, lessons learned. Če sem prej rekla, da je 60% proces, politika zajema tudi ta proces. In kar je tudi ključno, pa mogoče tudi kot Slovenija, da imamo nek še malo bolj strateški razmislek, je, kako tudi malo bolj efektivno vključiti podnebno diplomacijo v ostale povezovalne, oziroma kako se podnebje povezuje z ostalimi, kje je nexus podnebje, varnost, podnebje, razvojna pomoč, podnebje, migracije. Mogoče se mi danes še ne zavedamo, pa mislim, da je tudi to narobe, zato ker v bistvu podnebne spremembe so že tukaj. Ja, saj sem rekla, mogoče mi danes še dokaj lepo živimo in nam je fajn in mislimo, pa se to je nekje daleč stran. Ampak v resnici to bo prišlo še, mislim, prehiter in ko bo enkrat prišlo, bo konc, bo prepozen. In to je pač problem in ja, recimo za COVID imamo ta virus, se probamo zdaj z njim spoprijeti, imamo cepivo, zdaj prihajajo zdravila, za podnebne spremembe ni cepiva. Ga ne bo in pač edino, kar lahko naredimo, da skupaj stopimo in da naredimo nekaj proti temu, da bomo dejansko znižali emisije in ne samo to, da se bomo tudi znali prilagoditi na podnebne spremembe. Ker to bo tudi eden izmed tistih ključnih nalog v prihodnjih letih in najbrž desetletjih, kako zagotoviti, da pač imaš še zemljo tam, kjer jo imaš, da imamo še domove tam, kjer jih imamo, da nas ne bo poplavilo. En kup projekcije tudi za Slovenijo, kako recimo Tartinijev trg izgleda čez 10 let. To niso projekcije za 2100, to so projekcije v malo bližnji prihodnosti. Tako da jaz mislim, da to povezavo z podnebnimi spremembami in drugimi, kot sem že prej omenila, temi aktualnimi, pa mogoče včasih, recimo migracije so ene izmed tistih perečih tem, ki se konstantno vrtijo in obračajo, ampak ko bomo enkrat imeli tudi te podnebne migrante, ki nam bodo trkali na vrata, a se bomo res potem šele takrat zbudili? Ne vem. Mislim, da bo takrat res dejansko prepozno. Če ni več... Čisto Benjamin Lukman, veleposlanik. Vsem kolegom in kolegici za vse izrečene čestitke, zahvale za vaše opravljeno delo. Jaz si predstavljam, koliko naporov je bilo tudi na osebni ravni treba vložiti v vse te stvari in to je nepredstavljivo. Za vas je sigurno dan trajal 24, ne 24, ampak 26 ur, kar pomeni v slovenski neki tranziciji, da je treba 2 ure preustati. No, jaz bi se povedal samo k eni točki, ki sem začela s tem delom, ekipe ni bilo. Jaz sem se pred mnogimi leti, pač bil ravno tako, brez padala, moral pristati v neki skupini, ki se je rekli takrat koordinacija za pripravo naše predpristopne strategije za približevanje in za vstop v Evropo. Takrat smo postavili eno medresorsko koordinacijsko skupino, kjer so bila vsa ministrstva, to je bilo v času predsednika vlade gospoda Drnovška, z vsemi njegovimi takratnimi sodelavci in to je bila res ena struktura, ki je pod disciplinsko odgovornostjo morala ne do tedna, do dneva, do ure pripraviti dokumente in pripraviti vsa stališča vseh ministrstv. In takrat smo celo uspeli na nek način, vsaj v nekem začetni fazi, da smo uspeli postaviti evropski center, evropsko enoto v vsakem ministrstvu.
Ne, da je bilo to samo urad za evropske zadeve, potem pa vse ostalo pa nič. V vsakem ministrstvu je moral biti en mini urad za evropske zadeve. Jaz si tako predstavljam, da bi moral tudi vsako ministrstvo imeti zdaj, če to reflektiramo na sedanjo situacijo, bi moralo imeti en oddelek ali eno skupino razmišljajočih ljudi ali pa samo pol človeka, ki bo dnevno razmišljal o teh problemih, o katerih moram reči, da večina nas, pa tudi, ki smo bili včasih profesionalno zavezani, vemo, kot je Jože rekel, zelo malo. In mislim, da je to en osnovni postulat, ki bi ga kazali res zastopati in dobiti vso podporo. Mislim predvsem na strukture, ki se bodo v okviru nove vlade pojavile, verjetno pa tudi ta vlada, ki je dojela in bi morala biti malo bolj senzibilna za vse te probleme. No, to je ena moja observacija v tem momentu. Druga stvar pa, eno konkretno vprašanje, velikokrat vsi pisci, vsi novinarji, vsi se trudijo, vsi skušajo čim bolj razumeti torej problem in pa funkcijo tega problema. Večkrat pa naletim na en pojem, ki ga pa nihče ni pravzaprav čisto res rigorozno in natančno pojasnil. Kaj je to ogljična nevtralnost? Govorijo vsak, vem, da se vse, tako kot je bil modern pojem entropije, vsi so govorili o entropiji, pa mislim, jaz kot fizik lahko rečem, pa še kdo, da ga nihče tega pojma ni razumel. In zdaj se govori o ogljični nevtralnosti. To je zdaj, vse skupaj je pravzaprav ena povod nekih pojmov, ki povprečnega človeka preizvedejo, pa da mu dajo kakršnokoli odgovor na kakršnokoli vprašanje. No, to je samo ena refleksija na to stvar. Hvala za te refleksije in definitivno tudi zame zelo uporabni v smislu mogoče tega razmisleka, če pač res dejansko, mislim, potrebe po recimo temu podnebnih sektorjih ali kakorkoli bi jih že pač imenovali. Jaz mislim, da se bo mogla tudi slovenska struktura prilagoditi aktualnim perečim temam in mogoče je to tudi ena izmed tistih idej. Glede ogljične nevtralnosti. V bistvu je situacija veliko bolj zapletena, kot se mogoče zdi na prvi pogled, ampak tam, kjer je ponavadi zapleteno, tam potem težko najdemo seveda odgovore, ki so enotni. Zdaj, ali govorimo o podnebni nevtralnosti, ogljični nevtralnosti, net zero, en kup teh izrazov imamo. Znotraj EU se v bistvu težko dogovorimo, kaj točno je zdaj najbolj pravilen izraz, ampak načeloma gre za ta princip, da toliko izpustov kot gre, na isti strani imamo toliko ponorov. In da je v bistvu potem na koncu koncev neka bilanca, ki je pač nič. Zdaj pa, ali v to zajemamo samo CO2, katere vse pline in tako naprej, je to potem že v bistvu ena druga debata. Tako da, definitivno tudi nekaj za prihodnost, pa ravno še, pa da se mogoče spet tudi vrne nazaj še na ta tudi bolj biznis sektor in privat. Tudi najbrž ste opazili, zdaj je tudi kar precej modern, da so tudi določene firme zdaj seveda postajajo ogljično nevtralne in vedno bolj zelene in tako naprej. In tudi v Glasgowu eden izmed zaključkov oziroma eden izmed predlogov, mislim, da je bil generalni sekretar Združenih narodov, Antonio Guterres, je v bistvu predlagal oziroma je ustanovil neko ekspertno skupino, ki bo dejansko pogledala v te definicije, kaj zdaj kaj pomeni in kakšne so tudi tiste neke smernice, tudi recimo za privatni sektor, kaj moraš ti dejansko, oziroma kaj lahko storiš in kaj ne, da si nevtralen, ničelen, kakorkoli že. Tako da te definicije in te zadeve so na radarju.
Ja, to je bilo kar izčrpno. Vprašanja se odpirajo, ko eden odpre eno vprašanje, se odpre novo vprašanje, vendar verjetno vse ni tako črnogledo. Jaz bom samo eno refleksijo povedal, odkar je Ljubljana center mesta zaprt za promet, se pozna razlika. Ko grem, jaz živim v tem zaprtem delu, človek ne občuti polucije. Čim stopiš ven iz tega kroga, se že čuti polucija. Se pravi, da se neke stvari kljub vsemu dogajajo. Pa morda še na eno zabavno, poslušali smo Lučko Kajfeš, in ona je rekla, ja, imamo premalo kolesarskih stez. In na to sem jaz rekel, imamo jih zelo veliko, samo avtomobili jih zasedajo. Torej, jaz bi s tem vam zahvalil, še enkrat tudi v imenu društva, čestitev za to, kar ste opravili, in upam, da se morda še kdaj vidimo ali pa slišimo. Toliko za danes in predlagam, da malo za... Ni šel v politiko.